Pozdravljeni! Prišel je na vrsto četrti del našega kratkega pregleda razvoja motorjev v Formuli 1. In danes se bomo ukvarjali v bistvu samo z enim tipom motorja in verjetno tistim, ki je navdušencem tudi najbolj znan. Ford Cosworth DFV. V našem tretjem delu tega hitrega pregleda razvoja motorjev v Formuli 1 sem omenil, da določena tipologija motorjev v tisti 3-litrski formuli je imela prednosti, a te še zdaleč niso odtehtale slabosti, ki so bile hočeš nočeš prirojene. Glavni vzrok je bil ta, da je šlo v večini primerov za neke vrste prilagajanje oziroma improvizacijo. Potrebno je bilo skonstruirati namenski motor za Formulo 1 po pravilniku 3 litrov za atmosferske motorje. In to se je zgodilo z znanim Cosworthom DFV. Nastal je na pobudo znanega Colina Chapmana. Ta je pristopil k svojemu bivšemu inženirju, Duckworthu, kateri je v tem času ustanovil Cosworth s svojim kolegom Mikeom Costinom. A potrebno je bilo tudi najti financiranje, namreč razvoj stane. In tu je bilo potrebno kar nekaj diplomatskih spretnosti, da so prepričali Ford, da je vložil takratnih 100.000 funtov v ta projekt. Preračunal sem, koliko je bilo leta 1966 100.000 funtov. Približno današnjih 1,5 milijona britanskih funtov, kolikor gledamo z optike današnje Formule 1 drobiž. Pri Cosworthu so se lotili projekta izjemno racionalno in postopoma. Najprej s 4-cilindrsko enoto primerno za takratno Formulo 2. Imenovali so jo Ford Cosworth FVA oziroma 4-valve Type A. Šlo je za motor, kot sem že omenil, s 4 cilindri in 4 ventili na val. Seveda tip A, prva izpeljanka. Na tej enoti so preizkusili kar mnogo komponent, ki smo jih potem videli na znanem DFV. In sedaj vam je verjetno jasno, DFV, Double Four Valve, dvakrat po 4 ventile. V bistvu so vzeli tisti motor za Formulo 2 in ga podvojili v arhitekturo V8 z 90-stopinjskim kotom med vali. A k temu se bomo še vrnili. Namreč zanimiv je bil tudi debut tega motorja v svetovnem prvenstvu Formule 1. Zgodil se je 4. junija leta 1967. In tu imam maketo tistega bolida, gre za znani Lotus 49, kateri je zmagal na svoji prvi dirki z znanim Jimom Clarkom za volanom na veliki nagradi Nizozemske. Kaj je tako posebnega iz tiste dirke? Najprej to, da se je komaj na dirkaškem vikendu Jim Clark prvič usedel v Lotus 49. Predtem je njegov moštveni kolega Graham Hill napravil nekaj krogov. Graham Hill je osvojil tudi prvo štartno pozicijo in takoj pokazal, kako dober projekt so napravili pri Cosworthu. Seveda, pole position, najhitrejši krog in zmaga je pomenilo, da konkurenca ni bila niti blizu. Če se za trenutek spomnimo tistega motorja Repco v Brabhamih, je ta imel približno 100 konjskih moči manj od Ford Cosworth DFV. A zakaj je postal ta motor kar naenkrat tako pomemben in seveda tako popularen? Ker je bil zgrajen s filozofijo, ki je bila čisto nasprotje od tistega, kar smo videli tudi v poznejših letih. Namreč ni bil nikoli najmočnejši,
oziroma imel najvišje število vrtljajev, ampak je bil nek idealen kompromis med močjo, porabo goriva, zanesljivostjo, zunanjimi merami in še bi lahko našteval. Kot sem vam povedal, imel je arhitekturo V8, kot med kraki valjev 90 stopinj. Premer bata je bil 85,67 mm, kot 64,90 mm. Skupna kubatura 2993 kubičnih centimetrov. Zakaj vam navajam te številke? Kajti do leta 1983 se to ni spremenilo. In v letu 1983 je Ford Cosworth DFV dosegel svojo zadnjo zmago. Temu se bomo vrnili. Bil je izjemno kompakten, ker je bil arhitekture 90 stopinj, lahko vidimo, je bila njegova čelna površina dokaj majhna. Če dodamo na skici še tiste izpušne cevi od spodaj, bomo videli, da spravimo motor Ford Cosworth nekako iz prednje strani v neke vrste krog, kar je bilo, kar se tiče porazdelitve raznih elementov, izjemno ugodno. V8 pomeni, da je bil tudi kratek blok v primerjavi na primer z V12 oziroma ploščatim motorjem 12 cilindrov, ki so ga nato imeli pri Ferrariju. To, da je imel krajši blok in seveda samo 8 cilindrov, lahko interpretiramo tudi, da je bil lažji, kajti glavna gred je bila krajša, imel je manj ventilov in tudi tako pripomogel k temu, da je bila njegova teža nižja. In ker je imel manj elementov, posledično bi lahko sklepali, da je bilo manj zadev, ki bi lahko šle narobe. Govorimo o raznih vzmeteh ter prenosih. In tudi to je bila ena izmed prednosti motorja Cosworth DFV. Seveda ni bil med najmočnejšimi. Čeprav, ko je debitiral na svetovnem prvenstvu Formule 1, je vse presenetil. A z leti njegova moč nikoli ni bila v vrhuncu. Če sem povedal, da leta 1967 je imel tam okrog 408-409 konjskih moči, bi lahko rekel, da leta 1983 v svoji zadnji izpeljanki jih je imel okrog 510. Izpeljanka DFY s skrajšanim hodom jih je imela nato v tisti sezoni okrog 530, ampak razumeli smo se, da govorimo o izjemno nizkih številkah. Zaradi tega, ker je imel manj konjev, je dosegel tudi manj obratov v primerjavi s konkurenco, ampak to je pomenilo, da je porabil tudi manj goriva. Rezervoar v bolidu, ki je imel na razpolago Cosworth DFV, je imel prostornine okrog 190 litrov. Medtem ko konkurenca nekako v povprečju jih je imela 220 in več. Če samo količino goriva in tisto teoretično nižjo težo samega motorja nekako damo na skupni imenovalec, vidimo, kakšna prednost je bila pri uporabi tega motorja. Poleg tega je bil nosilen. Skupaj z menjalnikom Hewland je predstavljal tisto osnovo za večino ekip v poznih 60-ih, 70-ih in začetku 80-ih let prejšnjega stoletja. Zaradi Coswortha DFV in seveda menjalnika Hewland je začel Enzo Ferrari imenovati razne britanske ekipe garažisti. In to je bil bolj odraz njegove jeze, ker ti garažisti so bili pravzaprav dobri. Potrebno jim je bilo samo skonstruirati tisti del šasije nekako od ramen voznika pa proti začetku, proti konici, da so imeli pripravljen bolid Formule 1. In če pogledamo ta posnetek, kjer vidimo znani Tyrrell 001, bomo razumeli, kako je izgledalo vse to skupaj.
In posnetek je izbran nalašč, kajti Tirel 001 je dobesedno nastal v garaži, da ne bo pomote. A Cosworth DFV ni samo pripomogel k temu, da so bile razne ekipe uspešne, dobesedno rešil je Formulo 1. Omogočal je, da so razne ekipe, ki jih poznamo mnoge še danes, pravzaprav sploh postale znane. Pa govorim na splošno o imenih, kot so McLaren, Williams, Brabham in še bi lahko našteval. Paket, ki ga je sestavljal skupaj z menjalnikom Hewland, je nekako predstavljal osnovo. In tako uspešno osnovo, da so lahko mnogi posegali po naslovih svetovnih prvakov med vozniki ter konstruktorji. Če pogledamo malce tisti album zmagovalcev, bomo videli, da prvi naslov Coswortha DFV osvojil leta 1968, zadnji 82. Med konstruktorji pač so končali z uspehi leto prej in govorim o naslovih svetovnega prvaka. V 18 sezonah, in to ne polnih 18 sezonah, so osvojili 155 zmag, kar je enkratna številka. Seveda, zasluga tega gre tudi dejstvu, da večina bolidov v nekaterih sezonih je imela kombinacijo Cosworth DFV in seveda menjalnik Hewland. Seveda, mnogi izmed vas boste lahko porekli, da v današnji Formuli 1 imamo podobno zadevo, ko nekatere ekipe kupijo na tržišču pogonski sklop ter menjalnik. Dva primera, na primer Mercedes in seveda Ferrari. A danes imamo eno bistveno razliko. Ekipe v resnici ne kupujejo teh elementov, imajo jih na leasing. Torej, ko se dirka konča, vzame lastnik nazaj svoj pogonski sklop in seveda menjalnik. Takrat so motor pri Cosworthu dobesedno kupili in je ostal njihov. To je izjemnega pomena, ker vsaka ekipa je dobila svojega specialista, ki jim je motor obnavljal in izboljševal. Ne samo Cosworth, ampak tudi Judd, Hart so se ukvarjali s tem DFV-jem ter nekako pridobivali tiste znane konjske moči skozi sezone. In John Judd in Brian Hart sta seveda dva znana konstruktorja motorjev, ki sta v zgodovini Formule 1 izjemnega pomena. Začela sta nabirati izkušnje prav z vzdrževanjem in predelavo Coswortha DFV, nekaj, kar je danes praktično nepredstavljivega. Po eni strani zaradi kompleksnosti, po drugi strani zaradi tega, ker nihče nima dostopa do določenih enot, seveda. Cosworth DFV je večino svoje tehnične premoči nad konkurenco seveda pokazal na začetku svojega obstoja v poznih 60. in zgodnjih 70. letih, kot sem že omenil. A tudi konec 70. let je pokazal veliko prednost. Takrat so prišli na površje tako imenovani bolidi s stalnim efektom. Ker je bilo potrebno napraviti neke vrste Venturijevo cev na dnu bolida, je arhitektura V8 s kotom 90 stopinj med kraki prišla še kako prav v primerjavi na primer s ploščatim Ferrarijem. A zanimivo je, da tisto zadnjo zmago so dosegli leta 1983. Seveda, velika nagrada Detroita, ulična dirka, kjer je zmagal Michele Alboreto s Tyrrellom. A rad bi vas spomnil, da leta 1983 je postal svetovni prvak nepozabni Nelson Piquet s Brabhamom, ki ga je poganjal znani BMW M12/13. No, po nekaterih primerjavah naj bi imel za kvalifikacijo tisti motor BMW slabih 3-krat več konjev, kot jih je imel na razpolago Cosworth DFV. Lep dokaz, da v Formuli 1 številke v absolutnem pomenu niso glavne. Važno je dobiti pravi kompromis, ki deluje v določenih pogojih.
Za enkrat kot hiter pregled tega enkratnega dela inženirstva Formule 1 bo to dovolj. Vidimo se v naslednjem delu. Do takrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.